Super punce. Evgen, čudovito predavanje bilo. Ja, kaj je bilo tako fajnega? Smerokazi. V glavnem, danes smo imeli eno čudovito skupno srečanje z osebami, ki se ukvarjajo, oziroma s kozmetičarkami, ki se ukvarjajo z mikropigmentacijo. Zanimivo je bilo predvsem zaradi tega, ker je bilo ne samo prikazana teorija v neki določeni obliki, ampak ste delali tudi Na plastiki. na plastiki. To pomeni, da se je skušalo praktično prikazati, kako ta zadeva, ti postopki pravzaprav kako potekajo, kajti tudi na tem področju je nenehen razvoj. In kako si ti prišla na idejo, da bi naredili ravno v taki obliki, recimo, izobraževanje? Moja ideja je vedno, da se ljudem ponudi nekaj, kar ne morejo dobiti drugje, da jih dobim z skupnimi interesi na enem mestu in da jim damo tisto, kar potrebujejo za dobro osnovo in za vrhunske storitve. Jelena nam je prikazala super danes, kako se da lepo barve prelivati in kako se to uporablja v mikropigmentaciji. Pomembno je torej, da ljudje razumejo, ne, zadeva je res, Jelena. Tako je. Zelo pomembno je, da se razume koloristika in s pomočjo tega znanja lažje rešujemo probleme in odpravljamo nepravilne podtone. No, ampak gledali smo tudi, da bi nekako združili to celoto tudi z načinom, kako naj bi kozmetičarke v salonih čim bolje potem poslovale, se pravi s to dejavnostjo. Ta dejavnost kot taka, koliko je v bistvu stara? Je to dejavnost, ki ima že neko veliko zgodovino ali ne? Mikropigmentacija izhaja iz tetovaža. Tetovaža je bila nekoč okrašanje našega telesa, na kar smo prišli na permanentni make-up, ki pa že zadnjih 20 let izgublja oziroma je totalno izgubil svoj pomen, ker tudi permanent je izstopal iz kože. Mikropigmentacija pa pomeni, da gremo z podobnimi toni, kot jih že imamo na obrazu, obrisati linije, sence, ki so nam že zbledele in s tem si olajšamo življenje, ker ne rabimo vsakodnevnega make-upa, ampak nam omogoča ta pigment, ki ga imamo v obrisu obrvi, oči, ust ali pa kakršnekoli druge majhne spremembe na našem obrazu, da ne rabimo nekakšnih dodatnih ličil in da lažje zabredemo zgodaj zjutraj za kavico v novi dan. Kakšen je pa občutek na koži, če bi primerjali to recimo s tetovažo? Je to manj boleče oziroma je manj občutljivo, je bolj učinkovito, hitreje učinkovito, je bolj, bi rekel, za ljudi sprejemljivo zaradi nekega drugačnega pristopa ali izdelka kot takega, karkoli? Če primerjam s tetovažo, samo tehniko mikropigmentacije, vsekakor je to v višjih plasteh kože, kar potem tudi omogoča samo bledenje. Barve se drugače obnašajo, drugačne barve so v osnovi sestavinsko, ker morajo iti ven iz kože. Se pravi, tudi manj nevarno lahko? Oziroma... Kar se tega tiče, Golden Eye ima barve, ki so varne za naš organizem, ne vsebujejo strupenih snovi, ne vsebujejo kovin in ne obremenjujejo naše telo z kakršnimi koli strupi ali rakotvornimi sestavinami. Kaj pa rezultati stranke, tako ko vidijo, kako se oni počutijo, kaj rečejo, recimo, ko je zadeva zaključena? Wow, sem zadovoljna, nisem zadovoljna, bomo ponovili, bo treba, kaj bo treba, nekaj bo treba narediti. Po 15-letnih izkušnjah se stranke zelo rade vrnejo. Včasih dobivam občutek, da bi rajši, da bi še hitreje zbledelo, da bi zopet ponovno lahko prišle. In zadovoljne so že zaradi tega, zato ker ne rabijo nekih določenih jutranjih obredov ali pa paziti, da jim make-up ne steče ali da si ga zbrišejo. Prijazno je naši koži.
Tako da jaz vidim samo to, ne, da po vseh letih ljudje prihajajo nazaj, pripeljejo nove ljudi in pri mikropigmentistkah tudi to opažam, da tiste, ki se učijo z Golden Eye sistemom, da so zadovoljne, ker ljudje, ki želijo naravni izgled, pridejo k njim. No, ampak Jelena, ti tudi to izvajaš storitev v kozmetičnem salonu, podobno kot Lea, ne? In opaža se, da ta storitev postaja pri ljudeh vedno bolj zanimiva ravno zaradi teh prednosti, ki jih je Lea navedla, ravno tako. Ampak zanima me zdaj, glede na to, da mi nas spremljajo kozmetičarke. Kakšno sporočilo bi njim pustili? Zakaj v bistvu bi bilo dobro, da to uporabljajo tudi v salonih same? Tako kot storitev, če bi se za njo odločili. To je ena odločitev, ki te v bistvu vsak človek, ne samo kozmetičarka, mora samo odločiti. Ker ko stopi v stopinje mikropigmentistke, takrat je to res kreativno, odgovorno delo. To ni nekaj, kar lahko jutri zbrišeš, ampak moraš stati za svojim delom in stati tudi za materialom, ki si ga vnesel v kožo. Kar se tega sistema Golden Eye tiče, so tukaj res zelo varne poti, je pa od vse kreativnosti same posameznikove možnosti, da se za to odloči njegova sama pot. Jaz pa bi kozmetičarkam sporočila eno, da bi bila zelo vesela v primeru, če imajo kakršnokoli vprašanje, kar se tiče mikropigmentacije, da se obrnejo na nas, ki se ukvarjamo s tem, pomagali in odgovorili in bomo na vse vprašanja, ki jih postavljajo njihove stranke v njihovih salonih, ker veliko krat prihaja do dezinformacij in so nekatere storitve, ki so povezane z mikropigmentacijo vizualno, pomešane, napačne in končni potrošnik potem dobi malo zbegan občutek, kaj se sploh naj odloči. Se pravi, mi moramo dejansko najprej vedeti, kaj ta storitev kot taka pomeni, moramo vedeti tudi, kako se izvaja in zakaj se tako izvaja, vedeti pa moramo tudi, kako bomo to sredovali, se pravi, na naše stranke, zato da bodo bile one zadovoljne in predvsem, da se počutijo sigurne in varne. Točno tako. No, ampak če se vrnemo še na kratko, Jelena, recimo ti delaš tem v salonu, kakšen je tvoj občutek, ko delaš ti na strankah? Ko si prvo stranko delal, kako je izgledalo? Si imela kaj treme? Ja, jaz mislim, ostaja trema skozi leto vedno prisotna. Vsaka stranka je zgodba za sebe, vsaka mikropigmentacija se razlikuje od predhodnje, ogromno individualizma, kaj je potrebno glede na fizionomijo, na trende, na želje se ozirati moramo. Vsekakor pa uživam na koncu koncev. No. Ko človek vidi rezultat, da je dober, ne? Tako. No. Evo, mi smo rekli, da bomo malček to strnili v nekaj besed oziroma nekaj stavkov, zato da prikažemo, kako ta postopek deluje in predvsem to, kako lahko to kozmetičarke koristite v kozmetičnem salonu, bodi si kot dodatno storitev ali celo kot primarno storitev, ker mislim, da je ključnega pomena za to, da se nekdo odloči, da bo naredil pri svojem delu korak naprej oziroma da bo svojim strankam ponudil nekaj več iz nekega konkretnega razloga. Se strinjate? Popolnoma. Hvala lepa, si hotela še kaj povedati? Naj bo ta odločitev glede mikropigmentacije vedno primarnega značaja, ne sekundarnega ali pa terciarnega. Ok, super. Hvala lepa še enkrat za tako lepo druženje in verjamem, da bomo še delali na takem druženju s kozmetičarkami. Hvala še enkrat. Hvala, Eugen. Ta-da! Let's go!